Smo v kamniški športni hali, ki se je za en večer spremenila v slavnostno okrašeno plesno dvorano. Danes se namreč tukaj odvija že drugi županov ples. En lep dober večer, gospod župan, na tem županovem plesu. Mi lahko najprej poveste, s kakšnim namenom smo se danes zbrali, za koga in kako zbirate sredstva? Iz lanskih izkušenj prvega županovega plesa lahko rečem, da bo en lep večer. Torej večer, ki ima dva cilja, dve vsebini. Eno je, da se družimo, da se spoznamo ne samo Kamničani, ampak tudi drugi, ki radi zaplešejo. To je en namen, o katerem smo razmišljali že vrsto let. Drugi namen pa je zagotovo dobrodelni ples, oziroma dobrodelna prireditev, s katero želimo osvestiti in skupaj najti tista čustva, da bomo zbrali nekaj denarja z tega plesa, z tega večera za Anžeta in Nina. V današnjih časih je veliko in pravzaprav vsak dan verjetno še več pomoči potrebnih. Odločili pa smo se, da letos pomagamo dvema kamniškima družinama, ki so jih zdravstvene težave otrok pahnile v hudo stisko. Sredstva bomo namenili 6-letnemu Anžetu Zormanu iz Šmarce, ki se skupaj s svojimi starši srečuje z vsemi težavami, ki jih prinaša cerebralna paraliza. Drugi pa je 23-letni Nino Rakovič iz Kamnika, ki se lahko sporazumeva le s pomočjo komunikatorja in je priklenjen na invalidski voziček. Na prireditvi so zbrani s plesnimi ritmi zabavali Big Band Bad Gleichenberg, Alenka Godec in drugi. Za dobro razpoloženje pa je poskrbel imitator Marjan Šarec. Veleposlanika Republike Slovenije, takrat so me vprašali, where are you from, odkje prihajate, in rekel sem, da sem iz Slovenije. Seveda ni imel pojma in potem sem rekel, da je to tam, kjer bo nekoč avtobus padel v reko. Svobodna sem kot ptica in vedno bolj postajam jaz. Razpiram krila. Na kakšen način pa zbirate sredstva? Imate mogoče kakšne posebne sponzorje? Ja, so donatorji, tudi podjetja. Posebej bi omenil slikarje, ki so nam poklonili slikarska dela, katera bomo prodali na dražbi, in pa seveda donacije od vseh gostov, ki so prišli na ta ples in so prispevali donacijo vstopnine, katero bomo namenili dvema invalidoma iz občine Kamnik. Med plesom je Zmago Modic, ki ima atelje tudi v Kamniku, ustvarjal sliko županov ples. Ta se je kasneje pridružila ostalim slikam na dražbi. Pevko Alenko Godec smo povprašali o njenem odnosu do dobrodelnih prireditev. Sicer pa sem pristaš tega, se mi zdi, da smo na splošno Slovenci kar precej dobrodelen narod in da stopimo skupaj, kadar je treba. Tako da tudi glasbeniki pomagamo pač po svojih močeh, kadar je pač to treba. Pa če smemo vprašati še tole zadnje vprašanje, ste se vi danes odpovedali svojemu avtorskemu honorarju? Jaz se bom odpovedala delu svojega honorarja, tako da bomo minimalno naredili, nekaj za stroške pa moramo imeti. Najlepša hvala za pogovor. Za KOTV Kamnik, Tjaša Petročnik.